kaj ne sme manjkati na nobeni poroki? Dobra glasba, zato sledijo zdaj petkove glasbene minute, v njih pa danes mariborski kantavtor, ki je bil pred približno letom dni zaradi izražanja mnenja nekaj dni tam, kjer je več kot dovolj časa za razmislek, ob tem pa dobi še brezplačno posteljo in 3 obroke. Jernej Mažgon, dobro jutro želim. Dobro jutro. Najprej vprašanje, si igral kdaj na poroki? Ne, nisem igral na poroki, ampak ne angažirano, tako da niso me klicali, da pridem igrati na poroko. Za dober denar pa bi, verjetno, ne? Ne vem, odvisno od trenutka. Ja, dajte mi 1000 evrov, pa pridem. Pa celo noč igrate, cel dan pa celo noč, verjetno. Vse to je kantautor, ne? Pa seveda, ne. Pristanemo na onkološkem, je rekel Zanič Brecelj, ne, sem ga poslušal. Skoraj da nagradno vprašanje, ne, je, kje si bil pred skoraj letom dni? Ja, še v zaporu. Ko sem prišel iz zapora, misliš? Ja. Potem sem takoj skočil v Beograd, ne. To je kar hitro, zatem sem šel si napolnil ven, ja, čim dalje stran, svoboda. Kaj si tako grdega naredil? Ja, obtoževali so me, da sem metal granitne kocke. Najprej v kordon policistov, potem pa samo v enega policista. To je bilo na mariborski ustaji? Prvi, drugi, na 3. mariborski ustaji, 3.12. Pa si to dejansko naredil tudi? Ne, nisem. To sem že zdaj pa res tolikokrat. Pa zdaj tudi v bistvu imam sklep od tožilstva, da so ustavili postopek zoper mene zaradi pomanjkanja dokazov. Koliko časa si bil v zaporu? 19 dni v priporu. V priporu? Ja. Pripor se, bom rekel tako, ločuje od zapora. Pripor je, ti si tam 22 ur zaprt v celici, pa 2 uri imaš prostega šetanja po dvorišču. V zaporu je pa to drugače, ne. Mislim, da tam že potem mene 5 ur, da so celice odprte, tudi kasneje lahko greš pol delati, se zaposliš. Česa si bil točno? Kaj ti je sodnik rekel? Česa si obtožen? Tako kot sem rekel, metanja napada na uradno osebo. In kaj si odgovoril? Sodniku? Ves čas sem trdil, kar je pač moja zgodba bila. Po resnici sem povedal, kaj je bilo, vse nisem imel kaj skrivati. Kaj sem tam delal, vse sem opisal, kje sem se gibal na protestu, potem kazal slike, kazal video posnetke. In po 19 dnevih so ti končno dali verjeti? Ja, ne, takrat so v bistvu vse spustili skoraj ven. No, mislim, to je, bom rekel tako, ljudem je težko to razumeti, ampak mi vseeno je to politično montiran. Bila 3. mariborska vstaja je bila planirana naprej, kamere so bile izklopljene v mestu, ogromno je bilo pritiskov, tožilci niso odločali po svoji volji. To je tisti problem poslušnosti, da si tako zvesto sledijo poslušno nekim zakonom, ko bi mogoče v nasprotnem primeru videl, da to ne deluje, pol vidiš dejansko kasneje, da so bili pritiski od drugot, da ne funkcionira tako, kot bi moralo. Tebe je vsa zadeva zelo ziritirala, imel si 19 dni časa, da si razmišljal in razmislil si, napisal skladbo, ki jo boš zdaj tudi predstavil, imenuje se Gotov sem, a.k.a. Gotov si. Izvoli. Zbralo se nas 1015, trg svobode, zdaj se kadi, ljudje že kurijo razne stvari, še palo so privlekli seboj, odlit kidac občine gnoj, plavi to gledale, nemo stoji, še kocke letijo, čuje se, gotov si. Gotov si. Gotov si. Gotov si. Helikopter
helikopter je prleto, pa se je začelo. Aparat se pridno vrgal je na delo, po zraku vsa so čuda letela. Dobro, da niso še mene zadela. Bil sem pa tisti, ki s palco je dobil, se znajdo v kareti, nič dolžen, nič kriv. Garaži na zlo je 119, dali so me pol na Vošnjakovo 16. Gotov sem. Gotov sem. Gotov sem. Gotov sem. Paznik mi reče, naprej se pripomni, ker temu se tukaj ne moreš izogniti. Gleda mi vriče, kaj sem si skril, zraven si misli, sam si kriv. Tožilec, sodnica, kje je pravica, zarota se kaže, se krije resnica. Logika pravi, da tu je krivica, nisem jaz tisti, ki lažem vam v lica. Gotov sem. Gotov sem. Gotov sem. Gotov sem. Do novega leta smo v čuzi sedeli, do 28 smo se lahko prešteli, so drli se zunaj, na vuna spustijo, naj že enkrat barabe sedijo. Niso ti, ki so kradli državo, drugi so pod mizo prodajali zastavo. Ni vseeno in že dolgo nam smrdi, na ulicah smo rekli, gotov si, gotov si. Gotov si. Gotov si. Gotov si. Svoboda je res največja dobrina, damo si natoči čistega vina, kogo jih nedolžnih noter sedi, sistem najeda živce ljudi, na eni strani pomanjkanje dokazov, na drugi pa si nekdo roke mazo, spet naj pride, spet naj se vrne, spet se čuje, gotov si. Gotov sem, pravi Jernej Mažgon. Jernej, ti si opran krivde, kaj pa tisti tvoji kolegi so trpini, so priprti, so tudi pozitivne zgodbe? Na okrožnem tožilstvu, ker dva sodišča obravnavata, okrožno sodišče in okrajno sodišče. Na okrožnem sodišču nas je zdaj 7 bilo, bom rekel, oproščenih v našem pogovornem jeziku, ne v pravniškem. Oproščenih, 9 od njih jih pa gre naprej v postopek, 3 od teh 9 pa so jim prekvalificirali kaznivo dejanje v manjše in grejo na okrajno sodišče. Torej na koncu bodo verjetno vsi oproščeni in nikomur ne bo nič, ne? Ja, upam, ja. Misliš, da se lahko vstaja ponovi v Sloveniji? Ja, se lahko ponovi in se bo ponovila, če bo tako, kot je zdaj. V kakšni obliki? To bo dejansko se samo akumuliralo. V bistvu se že akumulira, ta uporniški duh še ni pogasnil. Ljudje iščejo rešitve v Mariboru. Tako da jaz sem pripadnik tega, da teh, bom rekel, zdaj organiziranih mestnih četrti, teh sestankov, ki jih imajo in dejansko pridejo ljudje, se pogovarjajo, iščejo rešitve. Ampak na koncu bo spet en taki brezvezni razlog prišel ven. Povod. Kot neki povod, ja. Kot recimo, za pač Maribor so bili radarji, zdaj vdari človeka po žepu, pa bom prišel ti nekaj povedati, drugače pa, gledamo zdaj, ne bi pa rad, da se zgodi tako, se recimo v Kijevu, da pride enkrat do tega, da se začne streljati po ljudeh. Ja, to pa mislim, da nihče od nas si ne želi tega. Hvala, Jernej Mažgon, čim manj problemov v prihodnosti želim. Ja, enako.